Gradimo kulinarični most med Slovenijo in rojaki po svetu. In danes bomo spoznali štruklji. Veste, od kdaj jih že pripravljamo? To nam bo povedal profesor dr. Janez Bogataj. Dobrodošli. Dober dan želim. Ja, štruklji so seveda še ena velika značilnost Slovenije. Moram pa seveda takoj na začetku opozoriti, da verjetno tudi vaše gledalke in gledalci pod besedo štruklji razumejo več stvari. Namreč tukaj moramo opozoriti, kaj nam govori kulinarična formula Slovenije. Ta pravi, imamo eno jed, ki se na različne načine imenuje, in imamo več različnih jedi, ki imajo eno samo ime. Kdor to razume, razume bogatstvo slovenske kulinarike. To za uvod. Kajti štruklji niso samo testeni zvitki z različnimi nadevi, ki jih potem pečemo, kuhamo, parimo, kuhamo v vodi neposredno in potem, če se kaj razkuha, ena dobra juha iz tega nastane, to zlasti na Štajerskem tako delajo, ampak jih tudi zavijamo v krpo, pa ne od pralnega praška, ker potem imajo štruklji okus, ampak najboljše so platnene krpe, in seveda jih tudi pečemo. Zdaj, kdaj se štruklji pojavijo, težko rečemo, ker tudi sama beseda štrukelj je izrazito slovenska. Edino v koroški nemščini, kjer pa vemo, da so stoletja živeli tudi Slovenci, poznajo besedo štrukelj. Vendar nemški jezik ne pozna te besede in pozna samo besedo štrudelj. V nemščini se štrukljem reče tudi štrudelj. In temu, kar mi imenujemo zavitek, rečejo Nemci štrudelj. In tudi mi rečemo v pogovornem jeziku štrudelj. Zdaj, prvo pričevanje o štrukljih ne sega sredi 16. stoletja, tako kot nekateri avtorji z področja etnologije, se pravi moje vede, napačno še danes pišejo. Da se je v graškem arhivu ohranil zapis graškega cesarskega kuharja o pehtranovih štrukljih. To je popolna izmišljotina. Jaz sem šel gledati originalen zapis, ki seveda ne govori o štruklih, ampak o neke vrste kipniku, ki ima na vrh skuto, med katero je pomešana tudi pehtran. Prvi dejanski zapis, ki ga imajo tudi na Inštitutu za slovenski jezik, je iz leta 1589 in sicer protestantski avtor Sebastian Krelj je v hišni postili, za njim pa še avtor, tudi protestantski Jurečič, zapisal besedo štruklji. In sicer govori o tem, kako je konec posta in kako nekateri papežniki, kot on to imenuje, se na debelo natepo štrukljev, da jim skoraj pas poči. Skratka, on je to kritično vrednoto postno obdobje in potem ta trenutek, ko je konec posta in se ljudje neverjetno nabašajo štrukljev. To je najstarejši zapis. Zelo koristen za naše raziskave in tudi sicer je podatek iz 80. let 18. stoletja, ko takratni potopisec Herman navaja, da v Sloveniji oziroma na takratnem Kranjskem uživajo štruklje. Približno v istem času, iz istega časa je tudi zapis v latinsko slovenskem, danes bi rekli kranjskem, recimo, če upoštevamo takratno razdelitev, slovarju so navedeni štruklji
s pehtranom. To se pravi, 18. stoletje, razmeroma daleč že nazaj, imamo prvi zapis o pehtranovih štruklih. Potem se pa seveda te stvari množijo, tako da danes seveda, kot sem na začetku omenil, z besedo štruklji označujemo marsikaj, ampak dejstvo pa je, da edino prava oznaka za to, kar imenujemo štruklji, so te testeni zvitki, slani ali sladki, pečeni, kuhani, parjeni, to so štruklji. Z besedo štruklji recimo v zahodni Sloveniji pretežno označujejo tudi razne testene žepke, ki jih imenujemo tudi krapce, recimo jih imenujejo kobariški štruklji. Nimajo štruklji nobene zveze, ampak pač sledimo tej kulinarični formuli, ki sem jo na začetku omenil. Moram reči, da me izredno veseli, da je v sodobni Sloveniji zdaj končno prišlo do spoznanja, na to smo opozarjali desetletja, jaz osebno vsaj 40 let, da poleg vseh picerij in hamburgerjev in ne vem kakšnih globalnih neumnosti potrebujemo v Sloveniji tudi značilni lokal, ki bo ponujal štruklje. No in v zadnjih nekaj letih so se stvari močno premaknile. V Ljubljani imamo recimo na osrednji tržnici tak lokal štruklji. Tudi v nekaterih drugih krajih so se te stvari močno razvile. Štruklje pripravljajo tudi na množičnih prireditvah, navsezadnje je temu botrovala tudi kuharska tehnologija, ki omogoča, da na prostem pripravljamo marsikaj. Skratka, se je končno, bi rekel, ta zadeva premaknila in tudi tisti, ki se ukvarjajo s to dejavnostjo, so navdušeni, ker je tudi ekonomski učinek temu primeren. Mi pa bomo videli, kako štruklje pripravljajo v Argentini, v Buenos Airesu. Mi jih je naučila mami,
vedno jih je skuhala sladke štrukle, smo jedli tudi pehtranove štrukle s kompotom. In dobro, ponavadi jih tudi sedaj skuham in ko pridejo na splošno argentinski prijatelji, imajo radi štrukle, ampak seveda z volažom, ker so navajeni jesti testenine, slane testenine. Dobro, ko skuham štrukle, se vedno spominjam na mamo, kako je rada ona nam to pripravila. Poleg tega pa, ko jih skuham tudi te slovenske jedi, je malo spomin in ohranjene na slovenske navade in seveda se prilagodimo tudi jedi, katere jemo v Argentini, a ne, in dobro, malo ohranimo slovenske šege, navade in kulturo tukaj. Pavlinka Dobovšek je pripravila odlične štrukle. Profesor dr. Janez Bogataj, nadevani so bili s skuto, pa bi se mogoče ob koncu dotaknila še vseh teh nadevov, ki jih v štrukle lahko da. Zdaj ste omenila skuto, ne, ali sir, ne, ker v bistvu star izraz za skuto je sir, ker je v bistvu to izdelano iz zasirjenega mleka. Ne. Res pa je, ne, da tudi beseda skuta je zelo ima zelo zanimivo etimologijo in ne bom zdaj posameznih faz razvoja te besede razlagal, ampak omenim samo to, da je osnova te besede skuta izvira iz latinske besede ex cocta, kar pomeni, da ne spijemo na ex ali na dušek kokto, ampak da je nekaj izkuhano. Ker v bistvu se, ko mleko zasirimo, se potem s segrevanjem izkuha skuta. To je seveda najbolj popularen, najbolj množični nadev. Nekateri skuti dodajajo tudi naribane orehe, zmlete orehe, ne naribane, zmlete orehe. Potem recimo pogosto vržejo gospodinje 2 pesti rozin noter in tako naprej. Pehtran tudi lahko dodajamo kot pehtran, ne, z jajčnim nadevom, lahko pa seveda tudi skuto. Tako da skutni štrukli so zelo popularni. Orehovi štrukli se lahko pripravljajo iz 2 vrst testa tudi, ne. Iz pšenične moke ali pa iz ajdove moke. Ne. Potem imate recimo medene štrukle, ne, ki so nadevani s mletimi orehi in medom, ne, odlični, sladka zadeva. Potem imamo celo vrsto slanih štruklov tudi, ne, z mesnimi nadevi. Skratka, če povem en zanimiv podatek, v času prejšnje družbene ureditve je takratno združenje slovenskih gostincev, gostilničarjev, pripravilo eno od svojih letnih srečanj v Radencih in naslov tega srečanja je bil Štrukli po Sloveniji. Takrat smo poskušali vsem prisotnim gostincem iz cele Slovenije pokazati, kakšno veliko bogastvo imamo, ne? In tam je bilo čez 90 vrst različnih štruklov. Ne? Primorci so prinesli oziroma pripravili še celo štrukle s škampi. Dobro, to je bilo malo, bi rekel, nenavadno ali pa atraktivno, ampak zakaj pa ne? Skratka, danes imam v mojem arhivu nekaj čez 120 različnih nadevov navedenih, tako da to je prav gotovo ena pomembna značilnost in razpolagam tudi z nekaterimi zelo zanimivimi podatki, ki so bili zbrani v zadnjih nekaj letih med številnimi turisti, ki prihajajo iz raznih koncev sveta in so nad štrukli seveda izredno navdušeni. Poznamo seveda tudi več pregovorov o štruklih. Eden od njih pravi: štrukli, dobra jed,
boljše nima celi svet. In mislim, da se bodo s tem pregovorom strinjali tudi vaši gledalci in gledalke. Ja, in ni lepšega zaključka kot ta pregovor. Ja. Hvala lepa, profesor Hvala dr. vam. Janez Bogataj.